Dobrodošli v Šokastu. Moje ime je Petra Kalan in vi gledate prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno od vsebine. Danes je v moji družbi glasbenik, pevec, človek, ki je v studio prinesel sonce in sonce napoveduje tudi njegov nov album, ki prihaja jeseni. Z mano je Boštjan Dermol, lepo pozdravljen. Zdravo, lepo zdrav. Zdaj zmenila sva se, da se bova tikala, da ne bo kdo čudno gledal. Kako si kaj? Sije sonce v tvojem življenju v teh dneh? Ja, vreme kar muhasto, tako da smo veseli za vsak trenutek sonca, čeprav metaforičen. Zdaj prosila sem te, če s seboj prineseš 3 osebne predmete, pa me kar zanima, no. Katere 3 sem izbral? Ja. Za začetek sem izbral svojo pesniško zbirko, drugo pesniško zbirko Trilogija, ki je šla pred dobrim letom dni. Tole je vrtnica, ki smo jo uporabili na snemanju 2 videospotov do zdaj. Eden je že ugledal luč sveta, to je Sonce. Prejšnji, ki pa je bila namenjena, je bil pa Čežnja, je pred parimi leti, še pa ni zmontiran do konca. Nekako je zastavil. No, ta tretja stvar je pa tisto pomnik, da nas pravzaprav vsakodnevno pominja, da je treba v bistvu prilagajati stvari. In to je Solčala. Nažalost. Za lepoto, ampak tudi zelo uporabno. Zelo uporabno, ja, nažalost, ja. Zdaj, zadnje tedne, mesece te lahko spet spremljamo v tem medijskem tempu. Kako ti paše to? Kar za nekaj časa si se prej umaknil, ne? Moje iskreno, nisem najbolj zadovoljen s tem. Mislim, pač razumem, da je to sestavni del posla in da je to nujno zlo. Sicer so, ko si enkrat tam, je to super, drugače pa, ko pogledaš na urnik, so urniki črni in nimaš kaj dosti časa za kakšne druge stvari. Super ste ljudje, s katerimi se srečujem na teh intervjujih in cela ekipa podporna. To mi je super fajn se družiti, ampak vse to prej in pol je pa hassle, ker že imam neskončno teh kilometrov, se prav ne veselim zastojev na cesti, recimo, in teh vseh neskončnih čakanj tu, da ampak pa, ko se enkrat tle, je super. Rajo, se zapreš in ustvarjaš, je to tisti lepši del. Najlepši del tega dela je meni ustvarjanje, razmišljanje o tem, biti v studiu, nekaj kreirati, to se mi zdi, meni osebno je to najljubše, ja. Koliko časa pa je za ustvarjanje v teh dneh? V teh dneh zelo malo časa, ampak smo pa za to porabili približno 3 leta in pol. Kar intenzivnega dela, da smo dokončali tole vsebino, ki je pripravljena za izid albuma v jeseni. Zdaj pesem Sonce je napovedala ta album, Q se bo imenoval. Ja. Ni naključje, nekje sem prebrala, da si sanjal črko Q. Ja, mislim, to so mogoče inducirane sanje na nek način. Sanjal sem ves čas krog, ampak pa sem razmišljal, kaj iz kroga pravzaprav, kako uideš iz kroga, ne? Krog je lahko ničla, lahko je krog in potem spomnil, da v bistvu je to vhod in izhod, ne? In to je pa črka Q, ne? Se pravi, to je nek krog, krog življenja, ker se vse stvari nekako ciklično ponavljajo, ampak pri Q-ju lahko vanj vstopiš, pa izstopiš po lastni želji in volji. S tem, da pa Q tudi okrajšava za vprašanja, je lahko okrajšava simbol za damo v šahu. Tako da vse stvari so nekako sovpadle in se mi zdelo, da to mogoče najboljši približek tega, kar opiše ta album, in to so vprašanja. Zdaj govoril si o življenju, o cikličnosti. Zadnje čase veliko govoriš tudi o minljivosti, ne? To je sestavni del življenja. Kako težko ali lažje je govoriti, ko že tolikokrat pripoveduješ isto zgodbo? Je to neke vrste tvoja terapija, ko deliš z drugimi svojo osebno zgodbo? Zagotovo je, ampak mogoče pred nekaj leti ne bi tega niti mogel, ne? Se pravi, mogel tudi napočiti nek čas, ali to je neka zrelost, ali neka časovna distanca od teh dogodkov, da sploh v bistvu lahko nekako organizirano polčustveno govoriš o teh stvareh. Sicer je to tematika, ki sem jo kar podrobno obdeloval v trilogiji in trilogija je nastajala v istem času kot album. Se pravi, črpam iz istih snovi, iz istih tematik, prevprašujem ista vprašanja, smisla, minevanja, odhajanj, razhajanj, upanja. Sta zelo komplementarna izdelka, bi rekel, medtem ko je trilogija majčkeno bolj
zastavljena tematsko na neke sklope, je album precej eklektičen. Se pravi, ne nujno odraža glasbeno besedilnih vprašanj, zagotovo pa jih dopolnjuje. Se pravi, naslavljata pa iste teme. To pa so. Prepraševanje minljivosti, življenja, vsebine, smisla, upanja. Bo kakšna izmed teh pesmi doživela tudi glasbeno upesnitev? Trilogijo sem izdal tudi kot audio knjigo, kjer sem se odločil, da bom kar sam posnel ubeseditve, ki so pač zdaj fonogrami, tudi v digitalni obliki je šla. Sem se pa odločil samo za eno skladbo, ki je dejansko dobila potem tudi svojo glasbeno podobo. Pisanje poezije je na nek način popolnoma drugačno, vse jaz ga tako razumem kot pisanje besedil za glasbo. Tam imaš bistveno manj nekega prostora ali pa povsem drugačen pristop, tudi filozofsko se mi zdi. Ena pa je res takšna, ki je pa nekako začutila, da je poklicala tudi glasbo s seboj. Ja. Kako je brati svoje pesmi, snemati? Je poseben občutek? Težko. Je pa poseben občutek, sicer jaz pravim vedno, da je poezija statična, ne? Ko enkrat zapišeš in izdaš, potem je to večno enako, ampak to dinamiko in osebino je pa daje vsakokrat bralec s svojim pristopom, s svojim odnosom, s čustvi, ki ga polni v tistem trenutku ali pa z nekim stanjem duha, ne? S katerim pristopa do njih. Tako da te črke so statične, ves čas so enake, ampak vsakeč jih lahko drugače razumeš, ker pravzaprav jih polniš z svojimi izkušnjami, ne, in pristopaš z njimi skozi svoje oči tistega trenutka, v katerem si. Ne. Jih tudi ti nekako drugače letos doživljaš, ko jih prebiraš, kot si jih lansko leto? Zagotovo. Mislim, tudi odvisno od nekega dneva je to, ne, od dnevnega počutja, dnevne forme. Ja. Zdaj... Mislim, da verjetno najni gledalci, poslušalci vejo, o minljivosti so veliko govorila. Vse to je pa nekako bil tvoj način prebolevanja, poslavljanja se od pokojne žene. Ne? 2016 se je zgodil ta nedojemljiv trenutek. Kako si danes? Ali čas res kaj zaceli rane? Ali je to samo neka floskula, ki jo poslušamo? Mislim, zagotovo časovna distanca zmanjša bolečino. Brzgotina je še vedno enaka. Načeloma greš čez neke faze žalovanja, tako so tudi faze življenja. Pomembne stvari so, da ustrajaš na neki poti upanja in da se ne predaš, da se ne pustiš, da te žalost pobere. Poskušaš najti nek fokus, neko usredotočenje na nekaj, kar ima smisel, kar tebi daje upanje, ne, ali pa neka distrakcija pozornosti mogoče. Jaz sem našel to v ustvarjanju, v pisanju, včasih pisal tudi iz neke podzavesti. Potem prebereš, kar si zapisal, mogoče ti je še tisti trenutek še težje, ne, ampak na nek način se soočaš z nekimi čustvi, ki jih nosiš v sebi, z nekimi strahovi. Poskušaš potem to racionalizirati in nekako popredalčkati. Prvo vprašanje so seveda, zakaj jaz, zakaj meni, in to logično, da na ta vprašanje seveda ni odgovor. In enostavno potem si v neki fazi hvaležnosti za čas, ki si ga z osebami, ki so zapustile, preživel, za vse tiste lepe stvari in predvsem za tisto ljubezen, ki jo čutiš v sebi, ki si jo dobil od njih, recimo, pa si jo spoznal in prepoznal v sebi, ne, zaradi drugih. To se mi zdi mogoče najbolj pomembno. To je upanje, ki ostane. Zdaj zelo hitro se je odvrtela, ne, ta zgodba tvoje žene v 15 mesecih od diagnoze. Kdo je večkrat komu dajal upanje? Ona tebi ali ti njej? Takrat, ko je bilo najhuje? Sigurno ona, ne, ker mi smo bili vsi okoli nje, smo poskušali biti čim bolj v oporu in nekako trdni, pomagati, kar se je le dalo, s tem, da je ona je bila ta, ki je imela to neskončno voljo do življenja, to energijo, ki tudi nas, ko smo bili čisto obupani, v bistvu polnila. Ona je verjela, da bo premagala to bolezen in se je res fajtala do zadnjega trenutka.
nikoli ni izgubila volje in nikoli ni izgubila upanja. Bila je en res krasen, energetično človek, poln veselja in super. Ja, malo takih. Kako pa si ti sedaj z minljivostjo? Ste se kdaj pogovarjala? Imaš kdaj občutek, da je kje v neki obliki ostala njena energija, da bdi nad tabo, da je mogoče ob tebi v težkih trenutkih? Se pravim, to je najlepša stvar, ki ostane v tebi, je ljubezen, ki jo najdeš v sebi. Se pravi, to je ljubezen, ki jo bodisi najdeš zaradi drugih ljudi, ampak je tvoja in tega ti nihče ne more vzeti. Tudi kadar ti ljubi ljudje odidejo, je to še vedno tisto, kar ti ostane. Seveda lepi spomini, ampak enostavno neko stanje, da lahko rečeš, da si drugačen, boljši človek, kot si bil prej. Ne. To se mi zdi, da tisto, kar je ostalo, kar vedno ostane za nami, ne, nek občutek. Kaj pa to pogrešanje? Kaj najbolj pogrešaš? Veliko stvari, ne, mislim. Se kdaj tako v mislih pogovoriš z njo, jo prosiš za nasvet? Moram priznati, da ne. Ne več, ampak včasih pa sva se pogovarjala preko utrinkov. Kako pa si se takrat, si se zatekal v samoto, si iskal družbo, si poiskal kakšno pomoč strokovno, kako si se soočal s tem? V bistvu sem se naučil biti sam, ker dosti sem bil sam s sabo in to je pa potem tudi naslednja faza, ne, ker biti sam je kar zahtevna naloga. In takrat imaš veliko časa za neko kontemplacijo, za neko samorefleksijo, ugotavljaš stvari, s katerimi nisi zadovoljen, ne. Včasih je biti sam s sabo kar težko, ne. Ampak tudi to je en del tega odraščanja, zorenja in žalovanja. Tako da ja, terapevtsko na vsak način, strokovne pomoči nisem iskal, ob meni so bili sicer dobri prijatelji, ki so mi bili vedno na voljo, je pa res, da so pa to recimo razne faze, ne. Niso vse faze za druženje in na katerih fazah je druženje super, spet neka distrakcija, neko motenje nekih temnih misli, ne. Po drugi strani je pa tudi fajn neka samota, ne. Se kar navadiš, potem naučiš biti sam, recimo. Tudi to je neka veščina, se mi zdi. Težko je biti, če nisi navajen biti sam, je začetek biti sama zelo težek, ja. Zdaj mogoče, če se kdo v tem trenutku sooča s podobno situacijo, kaj bi takrat rabil, pa nisi dobil mogoče od prijateljev, od ožje skupnosti, marsikdaj se ne znamo obnašati, ne, če se komu bližnjemu kaj takega dogodi, če se sooča s tako diagnozo. Kakšen je sploh pravi pristop? Mislim, da je zelo odvisno od človeka, predvsem od njega samega, kaj on potrebuje, ljudje smo različni. Mogoče najbolj pomembno sporočilo je, da v tem nismo sami in da veš, da imaš nekoga, ki te ima rad in je pripravljen biti tu zate, in če druga ne, da je samo tam in v tišini, bodi si, da je tiho s tabo ali pa da posluša. Ne? Najbolj verjetno, oziroma večina teh stvari je mogoče to, da ti gre recimo na živce, to, da te vsi razumejo. Ne? Ali pa da vsi vem, kako se počutiš. Ne? Ta se mi zdi res tak mečken. Ne? Vem, kako se počutiš. Se je veliko ljudi zamenjalo okoli tebe v tvojem življenju? Odšlo, prišlo? Absolutno, mislim, to je sestavni del življenja, ne? Ta neka neskončna fluktuacija nekih energij in zagotovo je tudi to nek magnetic pull, ne? Kako privlačiš določeno vrsto ljudi ali pa energetsko podobne ljudi skozi življenje. Mislim, da je to kar dosti pomembno, to je tako, da bi rekel, da je to neko feromonsko dogajanje, ne? Da se zavohamo se tisti ljudje, ki pašemo nekako skupaj, pa smo podobnih misli, enako misleči z nekimi podobnimi energijami. To mi je super, recimo. V življenju srečaš ogromno ljudi in veliko ljudi tudi nima dobrih namenov, ne? Skozi življenje mogoče se naučiš tudi biti pravilno zbirčen glede tega. Ne. Se mi zdi, da je kar pomembno,
kakšno sito uporabiš, da niso vsi ljudje za vse ljudi. Ne. Kako pa si ti po tej težki preizkušnji z minljivostjo, se bojiš smrti? Ne. Ne? Ne. Kako? Prideš do neke točke razumevanja, da je včasih smrt odrešitev in da je prvo neizogibna, a ne? In drugo, da vsak trenutek, ko te pač najde, bo dober trenutek. Enostavno moraš poskrbeti za to, da boš prej lahko tiste stvari, ki so pomembne v življenju, naredil oziroma jih izrekel, povedal, dal od sebe, da ne puščaš stvari odprtih, da zaključuješ stvari in takrat mislim, da lahko potem bistveno mirnejšega srca in vesti zapustiš. Česa vsega si se očistil ravno zaradi tega, ker si rekel, ne, da si doumel, da je važno sproti reševati stvari. Česa vsega si se oklestil, očistil v teh letih? Jaz spoznal sem recimo, da je, ne vem, naš največji sovražnik verjetno material. Ko ugotoviš, koliko stvari ostane za tabo, koliko enih popolnoma nepotrebnih stvari, potem poskušaš neko filozofsko pristopati do materialnega sveta in ugotoviš, koliko malo stvari praktično potrebuješ, zares potrebuješ. Ne? Koliko je nekega nepotrebnega ega, koliko je nekih želj, ki so hoten, ki so popolnoma odveč, ki so v trenutku postanejo nepomembne. Ne? In da je bistveno pomembnejše se ukvarjati z samim sabo. Da je pomembno, ne vem, jaz rad berem, rad uživam v umetnosti, v glasbi, v filmih, pač o nekem izrazu drugih ljudi, kjer se prepoznamo. Super mi je ta fluid, recimo. Se mi zdi, da je pomembno zato, da sebe da razumeš bolje, ne? Tudi preko ustvarjanja drugih ljudi. Ne? Najdeš neke svoje kotičke misli ali pa upanj ali pa razmišljanj, kjer rečeš, ja, itak. Skozi je bilo tam, ne? Nisem do zdaj opazil, ampak ja, točno to, čisto razumem. Ne? To se mi zdi super. Kako pa potem gledaš v luči tega vsega, ne, kar si zdaj dognal na čase tistega norega rock'n'rolla z Nudi, nastope, slavo, ne nazadnje. So to lepi spomini, se ti zdi, da je bil tudi to neke vrste balast oziroma kako sedaj gledaš v luči tega? Ja, 30 let plus je kar dolga doba. Ne? Včasih smo rekli, da smo več časa band, ko pa ne. In sigurno je bilo v tem času ogromno nekega balasta, če pogledaš nazaj, ampak verjetno to ni v tistem času, ko se je to dogajalo, pač ne dojemaš tega na ta način. Z neke časovne distance je to lažje. Ne? Vsi reče, da je biti general po bitki enostavno. Ne? Lažje je, zagotovo. Ampak če bi zdaj še enkrat šel vse ali bi drugače, verjetno vse drugače nismo znali. Tako da, mislim, da smo vedno počeli v danem trenutku najbolje, kot smo znali ali pa kot smo lahko bili sposobni, sploh na neki ravni ravnati. Tako da ne bi nič verjetno ponovil. Ne? Pa življenje tudi nima nekih ponovitev, ni reprisne. Tako da ja, 1500 koncertov in še kaj več, ogromno nekih posnetkov, video spotov, druženj, super. Eni spomini so super, eni so malo bolj trpki, zagotovo so bili težki časi, nekateri, ne vem, ampak mogoče je največje obžalovanje tistega časa, da smo bili določena leta na avtopilotih. Ne? Enostavno, da se s tako intenzivnostjo svet in dogodki vrstijo okrog tebe, da preprosto nimaš nekega samozavedanja, ti pač si pogledaš na koledar, kaj imam danes za narediti, enostavno delaš stvari po inerciji, še vedno se trudiš biti the best, ampak enostavno nimaš časa zase in da bi se ustavil, da bi majčkeno se pogledal globoko sebe, to je res tisto, kar hočem, ne vem, ne. Se pravim, to vse so neke faze, odraščanja, življenja, zorenja. In za vsako obdobje pridejo pač neke druge stvari, ki so prioritetne. In praktično nimaš ponovitve, ne? Se pravi, moramo biti zadovoljni s tem, kar je bilo. Ja. Leta 1993 se je začela ta tvoja glasbena pot. Ne? Ja. Kaj bi bil, če ne bi bil glasbenik? Si kdaj študiral si pravo, če sem prebrala? Ja, čisto druga. Svoje, ni, ker je zelo komplementarno, se mi zdi, da ta področje intelektualne lastnine, ki sem ga v bistvu potem skozi leta nekako
počasi pounanjal in se izobraževal na tem področju. Zelo komplementarna stvar, saj glasba je neka izrazna umetnost, ki pa seveda ima tudi neko ekonomsko logiko za seboj in seveda za sabo potegne tudi neke pravne odnose. Pravo mi je bilo v bistvu zanimivo kot študij, potem sem pa s časom zelo bolj dlje časa, kot sem bil, sem ugotavljal, da to mogoče ni zame, ne. To je res stresen poklic, pa ne preveč lep, ne. Vedno srečuješ v bistvu vsakodnevne probleme, sprav to je tako, da si nek zdravnik za odnose, ne. In ne vem, če si empatičen človek, se te stvari nekako navlečeš, se teh stvari mogoče pride preblizu in te na nek način tudi definira. In zelo težko je postaviti neko steno med tem življenjem in med sabo. Se mi zdi, da bi kar precej trpel, če bi upravljal ta poklic. Pravi, boljše je pa neko tako pogodbeno pravo, ki ima manj teh čustvenih vpletanj. Sicer so pa to večinoma stvari, ki vedno nekdo zgubi ali pa se mora to dva nekaj zmeniti, ne. Sicer tudi ne bom rekel, da ni kreativen poklic, pravo je zelo kreativno, ne. Ampak ustvarjanje mi je pa še vedno najljubše, ne. No, in zagotovo je bilo nekaj z nove umetnosti, ne. In umetnost je to, kar živiš sedaj, ne, z novim albumom, ki pa praviš, da nosi upanje, da si želiš, da nosi upanje, ni tak morbiden, ampak prinaša upanje. Kaj lahko pričakujejo poslušalci? Pod črto je plošča, kakor jaz dojemam, je kar precej eklektična. Se pravi, je žanrsko raznolika, na mestih nadžanrska, mogoče mečkeno temačna, zagotovo zelo osebna in zelo čustvena, ni pa 100% pa lahko trdim, da pa ni depresivna, ne. Ampak je skoraj v vsaki pesmi je en kanček upanja in nek žarek, veliko ljubezni in nekaj, kar se splača držati v sebi ali pa najti v sebi, recimo, ne. Zdaj, en videospot je že ogledal Luč sveta, drugi prihaja oziroma bo v kratkem. Sonce je prva skladba z plošče. Mogoče je najbolj zaobjame celostno album, ne, sporočilnost ali pa nek tak vibe. Mogoče je tudi aranžmajsko tako drugačno od drugih, da na nek način štrli. Zato smo se odločili, da je mogoče najbolj fajn začeti s Soncem. In Sonce tudi metaforično daje življenje, daje upanje in sonce so vsi ti ljudje, ki nas obdajajo in tudi kadar jih ni, kot sonce, kadar ga ne vidimo, še vedno tam je, ne. Prihaja pa nov videospot? Prihaja pa nova, ki bo pa lahkotnejša. Zanimivo je, ker je skladba kot glasba je precej živahnejša, ne. In je nekako bolj poletna, ampak tematika je pa še vedno enaka, ne. Tako da mogoče bo to res zanimivo. Skladba se imenuje Zavedno. Ravno kar smo posneli material za videospot, bi se vsem na tem mestu zahvalil za vsa prizadevanja in tudi svoji glavni igralki, tokrat je bila to 7-letna Kužika, Đurđi, filmska zvezda, ona je po mojem ves čas vedela, da bo, ne. Zdaj pa pač dočakala ta trenutek. 5 minut slave. Je ne, ker je res krasna in poznava se že par let, tako da nisva bila na novo, ne, res, to je Kužek mojega prijatelja in tudi soproducenta na tej plošči za eno skladbo za Novo jesen, Miha Koren. Ima sicer 2 Kužiki, ena je Juma, ena je Đurđi in obe sta bile zdaj prisotni, sta bili na snemanju spota, s tem, da je Đurđi bila v glavni vlogi. In sva imela malo potovanja po slovenski obali. Kako pa ti je ta del obrti glasbene, snemanje videospotov? Imaš rad to, se znajdeš v teh igralskih vlogah?
mislim, isto podobno kot pri albumih, ne, rajš sem v studiu, ne, ampak vem pa, da je to neko nujno zlo, tako da moramo včasih stopiti tudi pred kamero, čeprav ne, bi rajš to gledal od zadnji, ne. Ampak vedno najdemo neki, ne vem, ker se tudi recimo dosti ukvarjam pač s samim scenarijem, samo zgodbo, mi je potem ful bolj zanimiv še ta del, ne, pač igralski, pač ajde, narediš, ne. Ampak je fajn, ker vedno so dobri ljudje, dobra energija na snemanju, kar praktično tudi eno sporočilo tega albuma, da ful bolj pomembna je pot kot pa cilj, ne. In da če v poti ne uživaš, ne, potem si izgubil cilj, ne. Zdaj omenil se, da ste snemali na obali. Ja. O morju velikokrat govoriš, da je nekako te pomirja, je tvoj spremljevalec celo življenje. Zdaj se bližajo te časi. Ne, to niso moji časi morja. Ne. Bolj pomlad, jesen, ko ni ljudi. Vsa druga letna obdobja, bolj kot poletje. Poletja, se to je logično, pač za tega čas dopusta in vsega, ampak kaj je morje pretoplo, gužva je prevelika, to je en sam stres na cesti, potem je stres v marinah in najbolj fino je meni taka indijansko poletje oziroma srednja jesen, niti ne najbolj zgodna, ampak tam oktober, november, december, to je najlepši čas na morju. Kakšne imaš potem načrte za poletne dni? Jo, vseeno, preživljal ga bom v družbi svojih hčerke, prijateljev, poskusil bom obiskati kak koncert, veliko je pa spet dela, ne, z vsem, kar je okrog tega, se pravi, dela ne bo zmanjkano, ampak bom vseeno poskusil najti nekaj časa tudi zase, ja. Imaš že datum izida albuma? Ne še, jesen je tak širok pojem. Ja, super, a ni? Ja. S temi datumi je pač tako, ne. Vsaj letnica ostaja letošnja. Dobro je, da jih imaš, ne, zato ker datum pomeni človeka, pravi, ne. Ampak je fino, da tega zadržiš zase, ne. Nekako si ga imaginarno si postaviš, to je pa res ta datum, potem mu slediš in če zamudiš dan, dva, ni take reči, ne, ker drugače pa potem planejo nate vsi, pritisk, ne. Vsi obljubo, ne. Omenim si hčerko, še nekaj me zanima, velikokrat vprašam tukaj goste, kakšen oče si, v kakšen svet pošiljaš svojo hči? V kakšen svet? Ja. Takrat, ko je bila na poti, sem se spraševal, ali je to sploh pametna odločitev, ne. Ali človek res želi otroke pošiljati na tole pot negotovosti. Mislim, da smo imeli mi neko varno otroštvo, ni bilo sicer izobilja in ničesar, ni bilo pomanjkanja, ampak imeli smo lepo otroštvo, eno otroštvo nekega okolja in miru. Danes je svet bistveno bolj nepredvidljiv, se mi zdi, da včasih hodi po napačni poti, ne. Ampak kakšen oče se trudim biti najboljši možen, poskušam biti razumevajoč, poskušam usmerjati, poskušam narediti najboljše, kar znam. Vse knjige tega sveta te ne naučijo biti dober starš, to je pač stvar, ki se moraš naučiti, ne, online, ne, v živo, sproti. Ne vem, poskušam jo na nek način pripraviti za življenje, po svojih najboljših močeh, s tem, da nočem biti preveč strog. Zdaj v najstniških letih? Ja, najstnica je, hvala jih bo dopolnila 14, čuje 8. razred. Krasna punca, ja. Zelo lepo. Ja, nič, Boštjan, počasi sva prišla do konca najnemu pogovoru. Jaz pa za konec vsakemu gostu pripravim 3 časopisne naslove, ki so plod moje domišljije, Okay. pa potem pokomentirava, če bomo kdaj to brali v naših medijih oziroma na naših časopisih. Prvi je tale, moram zdaj povedati. Ko sem povedala, da imam intervju s tabo, so mi vsi rekli, da vprašaj ga, kaj je z Nudi, ne. Tako da, prvi je takle, Nudi se vračajo z novim albumom. Kje ste zdaj z Nudi, zdaj si ti odšel, malo si prerezal popkovino, ne zadnje leta? Ne, jaz sem v bistvu ves čas imel tudi neke usporedne projekte, ki so pač glasbene zvrsti ali pa nekih sodelovanj, ki mogoče niso bili primerni za skupino. Z nekimi korpusi, z nekimi orkestri, raznih glasbenih žanrov. Ko je prišla korona, nekako je to naše ustvarjanje skupne poti dokončno neko dobili pauzo, razpadli nismo,
tudi zdaj se precej manj družimo, skoraj nič. 2 albuma sta bila pripravljena že skoraj na izid, tako da smo v nekih dogovorih ali ja ali ne, seveda odvisno tudi od založnika. Ne koncertiramo, ne ustvarjamo, stvari so pač tam, kjer morajo biti, vsak od nas ima svoje življenje, neke svoje prioritete, neke fokuse in če bo napočil trenutek, ja, če ne, pa mogoče ne. 31 let je pa tudi kar neka doba, ne. Pesmi pa ostajajo zavedno. Absolutno, ja. Zdaj drugi naslov je takšen. Boštjan Dermol se seli na morje. Tako nekako sem si predstavljala, da bi... Kdaj je to? Kdaj? Je možno, si želiš tega? Ja, sigurno Neko bi si, ne. Ja. odmaknjeno hišico v morju. Ja, čeprav to življenje na morju je romantično za celince, ne. Tudi ljudi, ki jih srečujemo na Jadranih, so največkrat ljudje s celine, ne. Primorci in ljudje z obale imajo popolnoma drugačen odnos do morja že od ranih nog, ne. In hvali more, drsa kraja, to ni izmišljeno, ne. Ljudje, ki so veliko časa z morjem in v različnih agregatnih stanjih morja, ne, pa poznajo njegovo surovost in njegovo veličino. In morje je strašljivo, ne. Lahko je popolnoma mirno, ne, vabi in super, vse je super, potem naslednji trenutek besni in jemlje življenja. Omenil si jadranje, si imel kdaj kakšno tako izkušnjo, ko je morje pokazalo svojo moč? Praktično skoraj vedno, ne. Mislim, vedno pride do neke situacije, v kateri vidiš, da je potrebno biti bistvo skozi pripravljen, ne, in da na morju ni šale, ne. Ker narava po svoje ne odpušča, ne. Težko se je boriti z naravo, ker je bistveno močnejša od nas, lahko se ji poskusimo prilagoditi. To je edini način preživetja. Pa biti pripravljen. Ne. Biti pa skromen in ponižen pred njo, ker je njena moč je neskončna. Zelo lepo in poučno. In še zadnji naslov, prihaja roman izpod peresa Boštjana Dermola. Zdaj dober si z besedami, rad izlivaš svoje misli na papir. Kdaj v kakšno zgodbo to daljšo zapisal? Sem jih kar nekaj napisal v življenju, pa noben je izdal. Vmes pred trilogijo, prejšnja zbirka Med tilnikom in čelom je šla, ne vem, 94, tam nekje 96, ne vem zdaj točno. Vmes so nastale še 3 zbirke, ki jih nikoli nisem objavil. Nekje verjetno so še, nekaj materijala sem tudi uničil. Enostavno z neke časovne distance se mi ni zdel zanimiv, aktualen, ali pa ni odražal tistega, kar sem čutil v tistem trenutku. Se pravi, če bi to takoj izdal, mogoče bi drugače gledal na to, z neke časovne distance zagotovo ni bilo primerno za izid. Sem pisal tudi neke prozne tekste, enostavno mogoče ni bil niti trenutek, da bi se tega resno lotil. Ko sem izdal trilogijo, je bilo eno porogljivih vprašanj, malo za hec, malo za res, zakaj ne izdam avtobiografije, ne. Avtobiografije, ne vem, za človeka, ki še niti 50 ni, ne. Ja, veliko mlajši pišejo, ne. A ne? Ja. No, toliko, ne. Ampak zato imaš še čas, ne. Ja, upam. Ne vemo, koga imamo, ne. To je pa res. Ja. Boštjan, najlepša hvala, da si vzel čas. Prijetno je bilo poklepetati s tabo. Hvala vam. Vse dobro ti želim, čim več sonca. Hvala. In samo srečo v življenju, ne. Pogum velja. To je bil Šokcast, hvala, da ste bili z nami.